Pozdravljeni v imenu Finančne uprave Republike Slovenije. S 1.7.2021 se sistem Mini-Vem širi na vse storitve med podjetji in končnimi potrošniki, ki se opravljajo v državah članicah, v kateri ponudnik nima sedeža, prodajo blaga na daljavo znotraj Unije in na nekatere domače dobave blaga. Sistem vse na enem mestu vključuje naslednje posebne ureditve. Posebna ureditev za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Uniji, tako imenovana neunijska ureditev, posebna ureditev za prodajo blaga na daljavo znotraj Unije, za dobavo blaga v državi članici prek elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo, in za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje, tako imenovana unijska ureditev, in pa posebna ureditev za prodajo blaga na daljavo z tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga, tako imenovana uvozna ureditev VEM. Davčni zavezanec mora pred prvo registracijo oziroma pred prvo oddajo obrazca za katerokoli ureditev sistema obvezno vpisati e-vročanje naslov. Ko izberete obrazce sistemi, se vam na začetku pojavi obvestilo, da za potrebo obveščanja in komunikacije je potrebno oddati obrazec, s katerim se strinjate, da vam bo Finančna uprava do preklica vročala dokumente v portali Davki. Obrazec se nahaja na povezavi e-vročanje, zato vam priporočamo, da kliknete na to omenjeno povezavo in odprejo se vam polja, kjer vidite ime in priimek ter davčno številko zavezanca in pa polje za vpis elektronskega naslova. V to polje vpišete veljavni elektronski naslov in zadevo oddate. Za vključitev v neunijsko ureditev boste prav tako iz seznama obrazcev izbrali obrazec sistem. Ob kliku na ta obrazec se vam zopet odpre drevesna struktura, v katerem izberete shema non-EU registracija, pri čemer se vam odpre registracijski obrazec. V neunijsko ureditev se lahko vključijo izključno davčni zavezanci, ki nimajo sedeža svoje dejavnosti ali stalne poslovne enote v Uniji. Ti davčni zavezanci lahko uporabljajo neunijsko ureditev za opravljanje vseh storitev končnim potrošnikom v Uniji. Davčni zavezanec lahko prosto izbere državo članico identifikacije, kar pomeni, da je lahko država članica identifikacije tudi država članica potrošnje, torej lahko uporablja posebno ureditev za predlaganje obračuna in plačila DDV po tem posebnem obračunu. Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije in za državo članico identifikacije izbere Slovenijo, mora davčnemu organu prijaviti, kdaj se njegova dejavnost, ki jo opravlja kot davčni zavezanec na podlagi posebne ureditve, začne. Davčnemu zavezancu, ki nima sedeža znotraj Unije, davčni organ podeli posebno identifikacijsko številko za uporabo te posebne ureditve, ki je sestavljena iz predpon črk EU, 3-mestne izvennumerične kode države, za Slovenijo je to oznaka 705, in pa 6-mestne številke, ki je naključno podeljena. Davčni zavezanec, ki se bo vključil v neunijsko ureditev v Sloveniji, bo torej imel prav posebno identifikacijsko številko za namene uporabe te posebne ureditve. Prav tako na registracijskem obrazcu davčni zavezanec izpolni trgovsko ime, v primeru, če ga ima, oziroma je to ime drugačno, kot ga sicer uporablja njegovo podjetje. Podatki o nazivu podjetja, o naslovu in o državi sedeža podjetja se predizpolnjujejo na podlagi podatkov iz registra davčnih zavezancev, to se pravi na podlagi podatkov, ki jih je zavezanec prijavil davčnemu organu ob zahtevku, ko je zahteval pridobitev davčne številke v Sloveniji. Na obrazcu izbere tudi identifikacijsko številko za DDV v državi sedeža, torej če ima podjetje sedež svoje dejavnosti v Bosni in Hercegovini, potem bo v to polje vpisal identifikacijsko številko za namene DDV-ja, ki mu jo je podelila država Bosna in Hercegovina. V
polju davčna številka sedeža podjetja, vpiše samo davčno številko sedeža tega podjetja in pa vpiše datum začetka uporabe posebne ureditve. Pri tem pripominjamo, da je ta datum začetka uporabe posebne ureditve le informacijske narave za FURS, gre pa tako, da datum začetka uporabe je vedno lahko prvi dan koledarskega trimesečja, ki sledi dnevu oddaje vloge na e-davkih. Vedno se lahko posebna ureditev začne uporabljati prvi dan naslednjega kvartala. V primeru, da vlogo vložite to se pravi konec junija 2021, je datum začetka uporabe posebne ureditve lahko 1. julij 2021. Na sami vlogi se morate izjaviti tudi o dveh stvareh, in sicer o tem, da potrjujete, da na ozemlju Unije nimate sedeža svoje dejavnosti niti stalne poslovne enote, in pa o tem, da so podatki, ki ste jih na vlogi podali, resnični. To, da v Uniji nimate sedeža svoje dejavnosti niti svoje stalne poslovne enote, je pomembno zato, ker Finančna uprava Republike Slovenije teh podatkov ne pridobiva po uradni dolžnosti strani drugih registracijskih organov v drugih državah. In sicer dejstvo je, da če bi imeli vi sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto v eni od držav Unije, potem bi se morali vključiti v unijsko ureditev, ne pa v izven unijsko ureditev. Potem v razdelku podatki o kontaktni osebi vpišete ime v ločeno polje in priimek v ločeno polje o osebi, na katero naj se slovenski ali tuji finančni organi obračajo v primeru kakršnekoli kontrole obračunov ali česarkoli drugega. V polju elektronski naslov izberejo elektronski naslov, ki so ga že predhodno vpisali za pošiljanje podatkov, in pa telefonsko številko in pa spletni naslov podjetja. Polje spletni naslov podjetja je obvezno polje, kar pomeni, da brez vpisa v to polje obrazca ne boste mogli oddati, lahko pa ima podjetje eno ali več spletnih naslovov, lahko prijavi več teh spletnih naslovov, pri čemer pa bodite pozorni, da te spletne naslove med seboj ločite z vejico ali podpičjem. V razdelku bančni račun vpišete bančni račun podjetja. V unijsko ureditev se lahko vključujete zavezanci iz tretjih držav, kar pomeni, da ni nujno, da imate bančni račun v IBAN strukturi, lahko je ta račun v OBAN strukturi, seveda pa mora biti ta račun predhodno prijavljen pri Davčni upravi Republike Slovenije. Če ta račun ni prijavljen, ga potem tukaj v naboru bančnih računov v spustnem seznamu nimate in ga ne morete izbrati, niti ga ne morete napisati, kar pomeni, da morate podatke o bančnem računu javiti finančni upravi v skladu z zakonom, ki ureja zakonom o finančni upravi. V razdelek predhodna oziroma trenutna uporaba posebne ureditve pa vpišete podatke o državi identifikacije in o posebni identifikacijski številki v tej državi, če ste tam še vedno identificirani, in to je v primerih, kadar boste v drugi državi, na primer v Avstriji, do zdaj ste bili v posebno ureditev vključeni v Avstriji, sedaj pa boste poslovno enoto prenesli, tam poslovno enoto zaprli in se bi v neunijsko ureditev radi vključili v Sloveniji, kar pomeni, da boste kot predhodno uporabo registracije izbrali Avstrijo in vpisali posebno identifikacijsko številko Avstrije,
Če ste bili vključeni v več posebnih ureditev v različnih državah, lahko te posebne ureditve dodajate več kot 3, tako ali tako ne morete, lahko dodajate in vedno vpišete drugo državo. Dejstvo pa je, da ne morete biti v posebno ureditev izven Unije vključeni v več državah, samo v eni državi, kar pomeni, da če ste v eni državi še vključeni, se morate najprej tam izključiti iz posebne ureditve, šele nato vas potem Slovenija lahko v posebno ureditev izven Unije vključi v Sloveniji. Ob kliku na gumb Oddaj se vam izpišejo morebitne kritično vsebinske napake, ki pa jih morate, če želite oddati obrazec, tudi odpraviti. In ko vse te napake odpravite, ponovno oddate to vlogo, in sicer tako, da jo tudi digitalno podpišete. V primeru, da podatki še niso dokončni in da boste še karkoli usklajevali, lahko dokument začasno shranite, ampak dokler je dokument shranjen le začasno, pomeni, da ga Finančna uprava Republike Slovenije ne vidi. Šele ko vi dokument kliknete s klikom Oddaj in ga digitalno podpišete, ta dokument vidimo tudi na Finančni upravi in ga lahko obdelujemo. K dokumentu lahko prilagate različne priloge, in sicer jih lahko prilagate tudi že potem, ko ste že uspešno vložili dokument.